Sledeči program je posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Spoštovani gledalci in gledalke, prosimo, pišite nam, ali so vam všeč poučevanja Joyce Meyer, da jih bomo lahko še naprej predvajali za vas, in kakšne čudovite stvari je storil Bog v naših življenjih na naslov. Exodus TV, Radovanova ulica 2, 2000 Maribor. Naročila za DVD ali knjigo sprejemamo na telefonsko številko 064 118 001. Več o delu Joyce Meyer najdete na njeni spletni strani www.joycemeyer.org. Vabljeni k ogledu. Če bom na prvo mesto postavila Boga, se bo vse drugo uredilo samo po sebi. Bog se bo bojeval zame. Psalm 27:4. Ne pretiravam, če to rečem, kajti vse moje življenje se je spremenilo. Vse se je spremenilo, ker sem mnogo let iskala, kaj mora Bog napraviti zame, vendar pa nisem iskala Boga samega. To je glavna razlika. Ni prav, da se napotimo k Bogu za vse, kar hočemo in potrebujemo, in ne gremo k njemu zato, ker si on to zasluži. Mi moramo iskati Božji obraz in ne njegovih rok. Če iščemo njegov obraz, potem bodo njegove roke vsele odprte. Če iščete samo njegove roke, potem je to zanj žalitev. Psalm 27:4. Samo eno stvar prosim Gospoda in samo to želim. Ena stvar je, ki je bolj pomembna, kakor karkoli drugo. Eno prosim Gospoda in to bom vztrajno iskal, da bi mogel prebivati v Gospodovi hiši vse dni svojega življenja, da bi gledal in strmel v lepoto, milino in ljubkost Gospodovo in da bi premišljeval, pretehtal in preiskoval njegov tempelj. Takšna razširjena razlaga Svetega pisma je nekoliko razvlečena. Naj vam citiram našo. Eno prosim Gospod, to želim, da bi prebival v hiši Gospodovi vse dni svojega življenja, da bi užival Gospodovo milino in gledal njegov tempelj. Ena stvar je, veste, ko sem se končno klenila tega, sem že predavala okrog in sem bila v duhovni službi, vendar nisem bila z ničemer zadovoljna. Bila sem zafrustrirana in sem se mučila vse mogočimi obrazci za predavanja, ki sem jih morala dobiti v roke. Kričala sem na hudiča, vendar je imel še vedno premoč. Sem hvaležna Bogu za njegovo potrpežljivost z mano, da nas neprestano uči in da mi rastemo v zrelosti. Veste, Bog me je začel učiti globine, kajti bila sem zelo na površini. V resnici sem živela v mesu in tem, kar sem hotela, mislila in čutila. Veste, nisem šla dovolj globoko, da bi našla ta globlji odnos z Bogom. Veste, če hočete najti Boga, morate stopiti onstran tega, kar mislite. Vi morate stopiti onstran tega, kar hočete in onstran tega, kar čutite. Ko vi ne čutite Boga, ko molite, to ne pomeni, da ga ni tam. Naučiti se moramo, da Boga vzamemo resno, kar nam govori, in se spoprijeti s hudičem, ko pravi, vi ne občutite Boga, njega ni tam. Takrat mu recite lažnivec, njegove besede so resnične. Tako sem se mučila s tem in zapravljala čas za Božje stvari. Ni se mi zdelo, da razumem, kakor vsakdo drug, vendar sem si prizadevala. Slišala sem sporočilo, kakor ga danes vi slišite. Šla sem domov in poskušala. Zaspala sem, nisem se mogla vstati, postala sem naveličana, nisem vedela, kaj početi, vse te stvari, ki se dotaknejo vsakogar. In končno je Bog spregovoril mojemu srcu in hočem biti iskrena z vami. In vam povedati, kaj mi je povedal. Dejal je, ne moreš početi tega, kar delaš in celo ostati živa, če se ne naučiš, da boš iskala mene na prvem mestu. V resnici verjamem, da tudi fizično ne bi preživela. Ker vam lahko povem, da hudič sovraži vsakogar, ki hoče narediti nekaj dobrega. Vsakogar. Ko postanete kristjan, vam on ne
položi rdeče preproge pred noge. Vendar se morate zavedati, da imate veliko več moči kakor on. Luka 10:19. Dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone in premagati vsako sovražnikovo moč in nič vam ne bo škodovalo. Vi imate več moči kot hudič, ker je Bog na vaši strani. Amen. Koliko vas to veruje? Ta življenjsko pomembna beseda v Psalmu 27, 4. vrstica, je resnično pomembna zame, ker ko je nekaj življenjsko pomembnega, potem to pomeni, da ne more živeti brez tega. Tako me je Gospod naučil preko primera. Moj stric je imel srčni spodbojevalnik. Ne vem, kako so ti sedaj, vendar takrat si jih moral polniti enkrat na teden. Tako sem enkrat poklicala strica in teto, če bi hotela iti ven na večerjo, da bi šli na zrezke in bi jaz plačala. Moja teta je rekla, ne moreva iti. Tvoj stric mora napolniti svoj srčni spodbojevalnik, mogoče drugič. In sem rekla, se to lahko stori pozneje. Nisem razumela, da on tega ne more napraviti pozneje. Teta se je čutila prizadeto, je rekel, ne more, ker bi umrl. Tako mi je Bog začel govoriti, če me ne postaviš na prvo mesto in če me ne iščeš bolj kot vse druge stvari, postavi me na prvo mesto, išči me kakor življenjsko pomembno stvar, kajti drugače boš kakor tista oseba, ki nima napajanja. Vse, kar vam lahko povem, če se ne boste priklopili na izvor moči, potem vedite, da je tako, kakor bi prinesla električno svetilko semka in jo imela brez električne napeljave. Veste, lahko poskušate in poskušate in se čudite, zakaj svetilka ne zasveti in ne veste, kaj se tukaj dogaja. Je kriva žarnica, zamenjate žarnico in še vedno ne deluje. Kaj je narobe s tem? Ni električne napeljave. Mnogi ljudje niso priklopljeni. Nekateri niso nikoli bili priklopljeni, da bi s tem začeli. Ne slišijo pravih stvari in se ne naučijo prav. Poskušam vam povedati, da pravi odnos z Bogom ni niti približno v tem, da izpolnjujemo določena pravila in predpise. Veste, saj potrebujemo disciplino in vodstvo. Vendar sem prepričana, da bi mnogo ljudi preživelo več časa z Bogom, če ne bi bili tako zaverovani v tisto, kar bi po njihovem mnenju morali delati med tem časom. Mene ne zanima, kaj delate, samo da greste v sobo in preživite čas z Bogom. Tudi če se v tem času smejite, jočete, poslušate glasbo, berete, skačete ali zaspite. Mene ne zanima, kaj počnete, vendar začnite posvečati čas Bogu. Amen. Ne bom srečna, če ne posvetim nekaj časa Bogu. Ne bom imela miru, če ne bom posvetila časa Bogu. Ne bom imela dobrega zakona, če ne posvetim nekaj časa Bogu. Tale duhovna služba bi postala stara ropotija, če se ne bi posvetila Bogu. Bila bi izmučena, ne bi imela blagoslovo, vse bi bilo težko, morala bi se ubadati s 1000 stvarmi. Če pa postavim Boga na prvo mesto, se vse drugo uredi. Bog se bo bojeval na moji strani. Amen. Bog me je vprašal, če bi naredila nekaj zanj. Ne sprašujem vas, da morate vi to narediti, vendar mene je vprašal, če nekaj naredim nekaj zanj. Rekel je, nočem, da me sprašuje za kakšno stvar, za kakršnokoli stvar, dokler ti ne dam dovoljenja za to. Pravzaprav sem zdržala 6 mesecev. Ne, da bi bilo narobe, če Boga prosimo za stvari, vendar jaz sem imela s tem velik problem. Imela sem stvari. Jaz nisem na prvem mestu iskala Božjega kraljestva. Iskala sem le koristi Božjega kraljestva. Vidite, ne morete imeti koristi, če nimate Božjega kraljestva. Najprej iščite Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse te stvari vam bodo navržene. Iščite Boga in stvari vam bodo dane. Lahko vam povem prav sedaj in dobro me poslušajte. Vi ste Božji otroci. In če on hoče kogarkoli blagosloviti, so to njegovi otroci. Bog ne gleda na to, kako veliko imate, če ga priznamo in postavimo na prvo mesto. Vendar vam moram povedati, da ni mnogo ljudi, ki lahko to naredi. Kajti za tisto, kar nam Bog da, posvetimo toliko časa in marljivosti, da nam zmanjkuje časa za Boga. Veliko zahteva vodenje
tako razsežne duhovne službe. Vendar vam nekaj povem in se ne mislim hvaliti, oprostite, ker nisem nikoli tega delala. Šla sem skozi pekel, preden sem dospela do sem, kjer sem. In še nekaj vam povem, da sedaj nimam težav s samodisciplino, da bi se vstala in preživela čas z Bogom. Hitro grem v posteljo, hitro vstanem. Včasih se zbudim ob 2 ali 3 zjutraj in si mislim, da bi bilo lepo, če bi bil čas za stanje, da bi lahko šla gor in preživela čas z Bogom. Rada imam ta čas, ki ga preživim z Bogom, ker je to temelj za vse drugo v mojem življenju. Če nimate tega, nimate temelja. Pa dobro, Joyce, kaj delaš med vsem tem časom? Različne stvari. Veste, berem svetopismo, no to mogoče nekaj dni ne berem svetega pisma. V sobi izgleda, kot da sem si napravila gnezdo, prebiram knjige, vse posod so knjige. Veste kaj? Pišem pisma Bogu. Rada imam svoj dnevnik. Zapišem si stvari, ki sem jih prejšnji dan doživela in se Bogu za nje zahvalim. Poskušam misliti na vse, kar moram. To vam pravim zato, ker nekateri izmed vas ne vedo, kaj bi počeli sami s sabo, ko se postavijo pred Boga. Zato vam poskušam povedati, da bi delali... Ne skušam vam reči, da morate delati to, kar jaz počnem, vendar vam poskušam povedati, da pogovor z Bogom ni nujno da tako eleganten. Če imate problem to storiti zjutraj, si vzemite med delom tisti čas za malico. Namesto da s kom opravljate, se omaknite na samo, nekaj malega pojejte in imejte pogovor z Bogom. Bog, potrebujem te. Gospod, mi ne vemo, kako zelo potrebujemo Boga. Veste, ponavadi sem molila, ko sem bila obupana, dokler nisem gotovila, da sem ves čas obupana. To je problem. Bila sem obupana in tega nisem vedela. Mislila sem, da obvladujem situacijo. Imela sem načrt in sem poskušala Boga pridobiti za svoj načrt. Meni je prevladovala pomilovanja, vredna zmešnjava. Bila sem kakor tista oseba iz razodetja, ki misli, da ima vse pod seboj, bila pa sem bedna, slepa in naga. Ali me razumete? Veste kaj? Vi boste polni sami sebe in si boste rekli, jaz bom zjutraj preživel čas z Bogom. Blagoslovljen bodi Gospod. Povem vam, tako gotovo, kakor stojim tukaj, da boste v 1 uri zaspali. Nekateri boste mislili, o moj Bog. Veste, hudič vas bo zbadal. Na stranišče boste morali iti vsakih 5 minut. Neumen telefon bo zvonil, vi bi ste mislili na vse mogoče stvari, ki se jih drugače ne bi spomnili, vendar takrat se bodo vsidrale vaše misli. Vam ne govorim resnice. Poslušajte sedaj. Mama vam bo nekaj povedala. Morate reči, hudič, jaz ne bom odnehal. Ni pomembno, kako dolgo bo trajalo, da razvijem to navado, vendar Bog bo na prvem mestu v mojem življenju. Bog bo na prvem mestu v mojem življenju. In povem vam, tudi če ne preživim zjutraj 30 sekund z Bogom, si ne bom upala izstopiti iz hiše, ne da bi poprej govorila z Bogom. Zame je to običajno in ne iz previdnosti. Vsak lahko reče, Bog, pomagaj mi, ohrani me danes pri življenju. Ampak veste, mi imamo toliko stvari narediti, tako smo zaposleni, zelo zaposleni, ves čas. Jutri bomo govorili o prometnih zamaških in take vrste zaupnosti. Ne bom vam niti približno posredovala svojega sporočila, saj ne vem, kje sem ostala. Poslušajte, eno stvar sem vprašala Gospoda, da ji bom sledila. Tako mi je Gospod vse te mesece dovolil, da ga prosim za eno stvar. Vsakeč, ko sem začela, veš, Bog, jaz bi potrebovala, mi je vedno odgovoril, da naj ne skrbim, ker on potrebuje samo mene. Vsakeč, ko sem ga hotela nekaj vprašati, je bilo, kot bi imela cmo grlo in sem samo izdavila, dobro. In na to sem začutila, da mi je Bog podaril željo, ki sem jo imela v svojem srcu in je niti nisem izrekla. Psalm 37. Razveseljuj se v Gospodu, pa ti bo dal, kar želi tvoje srce. Amen.
Za eno prosim Gospoda to skušam doseči, da bi prebival v Gospodovi hiši vse dni svojega življenja, da bi zrl Gospodovo milino, premišljeval v njegovem templju. Zakaj on mi daje varstvo v svojem zavetišču na dan nesreče, skriva me v skrivališču svojega šotora, na skalo me vzdigne. Aleluja, kdaj? Ko je ena stvar bolj pomembna kot karkoli drugega, namreč, da imamo v mislih njegovo prisotnost. Mojzes je vedel za pomembnost Božje navzočnosti. Rekel je, v redu Bog, kako jim bom povedal, kdo me je poslal? Odgovor je, jaz bom šel z vami. Mojzes je rekel, če ne greš naprej, jaz sploh ne grem. Mislim, tudi jaz nočem priti semkaj in vas gledati, če Boga ni tukaj. Nočem nositi te odgovornosti. Mi moramo imeti Boga v svojem življenju, bratje. Ni vam potrebno, da veste vse o Bogu. Vi ga morate poznati. Vi ne morete iti naprej z nekakšno drugorazredno vero. Morate imeti vaš osebni odnos z Bogom. Ni pomembno, kaj bi dala vaša babica, mama, mož ali župnik. Kaj veste vi? On, ki prebiva v skrivnih prostorih najvišjega. Prebivati pomeni živeti in tam ostati, ne pa obiskati ga v nedeljo zjutraj. Ta, ki prebiva v skrivnih prostorih najvišjega, bo ostal trden in neomajen v senci najvišjega. Noben sovražnik se ne more upreti njegovi moči. Sliši se kot duhovno bojevanje. Bog se bo bojeval zame. Ali vam to ni všeč? To je tako, kakor tedaj, ko ne moremo odviti pokrova. Veste, to je podobno kot takrat, ko ne morem odviti pokrova iz kozarca in ga odnesem k možu Davidu. Brez težav, kajte on jih je zaprl. Vidite, samo pojdite naokrog z Bogom, imejte ga radi. Ne pravim vam, da ne boste imeli več težav, vendar pa zaradi tega ne postanete neučinkoviti. Ena stvar je gotova. Psalm 31, 21. Skrivaš jih v skrivališču svojega obličja pred človeškimi spletkami. Skrivaš jih v šotoru pred prepirom jezikov. To pomeni, da ko se skrijete v Bogu, tudi stvari, ki jih ljudje govorijo, vas ne morejo imeti pravega učinka. Bog vas bo varoval pred hudimi in hudobnimi besedami, ki jih govorijo. Nobeno orožje ne bo učinkovalo. Za vsak jezik, ki se dvigne v obsodbo, bom dokazal, da ni imel prav. Dajte, zakličite Gospodu. Velik aplavz. Poslušajte za nekaj trenutkov. Zakaj so nekateri ljudje bliže Bogu kot drugi? Dejstvo je, da so nekateri ljudje bliže Bogu kot drugi. Imajo spoštovanje, domačnost. O Bogu govorijo, kakor da ga poznajo. Imajo oseben odnos z njim. O njem govorijo kot o svojem prijatelju. Zakaj samo nekateri in ne vsi? Ali ima Bog svoje izbrane? Ali se Bog ozira na osebo? Sveto pismo in izkustvo nam izpričujeta, da mi odločamo našo stopnjo domačnosti z Bogom in ne on. Za trenutek pomislimo na Jezusa. 70 jih je poslal po 2 in 2, da bi učili in izganjali hude duhove. 70 učencev in izbral jih je 12, s katerimi je bil bolj domač. Izmed teh 12 so bili 3. Peter, Jakob in Janez, ki jih je vzel k posebnim dogodkom in okoliščinam. Zdi se, da jim je več zaupal. Morali so biti bolj trdni in zreli. Nato izmed teh 3 je bil Janez izbran. V tem trenutku je v tem prostoru vsakdo tako blizu Bogu, kot hoče biti. Vidite, sem vam rekla, da vam ne bo všeč.
Prav v tem trenutku je vsaka oseba tukaj prisotna, vsak gledalec po televiziji, tako blizu Bogu, kot sam hoče biti. Razen, če ne veste nič o osebnem odnosu z Bogom, kar je tudi mogoče. V mojem življenju so bili trenutki, ko nisem niti vedela, kaj je na razpolago. In če ne veste, kaj je na razpolago, vam damo prost stop. Vendar se sedaj ne morete več sklicevati na nevednost. Če namreč vemo, kaj pravi Sveto pismo, potem je vsakdo izmed nas in tisti, ki to gleda preko televizije, tako blizu Bogu, kot sam hoče. Naj vam nekaj povem. Eden izmed največjih problemov, ki jih imamo danes v naši družbi, da si ljudje nočejo nakopati odgovornosti. Nočejo prevzeti odgovornosti, ampak mi moramo prevzeti odgovornost do Boga, kajti Bog se ne ozira na družbene sloje. Božje obljube so za vsakogar, ki to želi. Pred vami sem postavil življenje in smrt. Izberite življenje, da boste živeli vi in vaši potomci. Še nekaj stvari in potem bom končala. Vsi poznamo zgodbo o Mariji in Marti. Luka 10:38. Jezus se je pri njima ustavil in Marija je takoj sedla k njegovim nogam. Marta pa je nadaljevala z delom. Marta je postala vznemirjena in se je jezila na Marijo. No, a bom morala vse sama storiti? Gospod je odgovoril: Marta, Marta, skrbi in vznemirjate veliko stvari, vendar le eno je potrebno. Marija se je izvolila dobri del, ki je ne bo odvzet. Čas je za delo, čas je za slavljenje. Naslednjič moramo govoriti o prednostih. Govoriti moramo o ravnotežju. Nekaterim prednostnim dejanjem ne bomo več posvetili takšne veljave. Nekaterih stvari se bomo otresli, ker ne prenašajo nobenega sadu. Naenkrat boste ugotovili, da imate nešteto časa za Boga. Amen. Mnogi med vami so zaposleni s stvarmi in niti ne vedo, zakaj jih opravljajo. Ne marate teh stvari, sovražite jih, napravijo vas bedne, vendar jih kljub temu opravljate. Dobro, samo pomislite za trenutek glede tega. V Svetem pismu jasno vidimo stopnjo domačnosti. Najprej 70, potem 12, potem 3, nazadnje eden učenec. Podobno stvar vidimo z Mojzesom, ko je prejel 10 zapovedi. Bog mu je rekel: posveti ljudstvo in v 3 dneh bom prišel in želim, da ji odneseš podnožje gore. Vendar naredi ogrado okrog gore in ne dopusti, da se je dotaknejo, kajti če se dotaknejo, bodo umrli. Tako je vse ljudstvo lahko prišlo do podnožja gore. Oni se niso mogli niti dotakniti, ker je Bog prišel na goro. Kajti Bog je svet in oni so bili še vedno tako nezreli, da če bi se dotaknili Božje svetosti na tak način, bi dobesedno umrli. Hvala Bogu, smo mi v bližini Boga po Kristusovi krvi. Vi ne boste umrli, če ne posvetite časa Bogu. Vendar pa ne boste imeli tistega domačega odnosa z Bogom, ki bi ga lahko imeli. Ne bom vam govorila, da vam ni treba tega početi. Kar vam govorim, boste še vedno lahko prišli v nebesa. Veste, vi ne morete živeti popolnoma grešnega življenja in si domišljati nekih izgovorov. Jaz o tem govorim, vendar vi ste dobre osebnosti. Ne boste ropali banke, kradli in ubijali ljudi. Pretty nice person. You're not robbing banks and stealing things and, killing people and but you say, Vendar boste rekli: tega ne morem, tega ne bom storil. Veste, jaz sem vam to povedala. Vidimo se v nebesih, vendar boste v bednem stanju, predno boste prišli do tja. Mislim, zares bedni. Zgubili boste večino življenja, ki ga ima Bog pripravljenega za vas, ker On ne more dati svoje moči dojenčkom. Vam ne bi bilo všeč in ne bi svojega otroka imeli radi, če bi dali 3-letnemu otroku ključe od avta. In Bog ni brez ljubezni.
Nam ne bo dal kup stvari, če mi nimamo zrelosti, da bi z njimi ravnali. Bog ne drži teh ljudi na vznožju gore, ker jih ne ljubi. Kajti Mojzesa je zelo ljubil. Ni hotel, da bi se poškodovali. Rekli boste, zakaj se niso mogli približati? Če preberete samo nekaj poglavij naprej, so bili nekateri, ki so napravili zlato tele in ga častili, ko se Mojzes ni dovolj hitro vrnil. Nato je bilo 75 takšnih, ki jim je Bog dopustil, da so se pospeli višje v gore, 70 starih, 3 imenovani po imenu, Mojzes in Jozue, ki so lahko šli višje. Videli so, kako se je Bog prikazal in njegovo prisotnost. Nato je Bog rekel, samo Mojzes se lahko pozna na vrh. Tako vas sprašujem, če kdo danes tukaj, ki bi želel iti na vrh. Vi lahko hodite okrog ob vznožju gore, zunaj ograje. Ne bo veliko zanimivega. Lahko častite zlato tele in mimogrede. Mnogi še danes to počnejo. Mogoče boste celo rekli, nočem tega delati. Hočem iti nekoliko globlje. Hočem slediti Bogu. Mogoče ste vi eden izmed tistih 70, ki so šli gor in so videli Božjo veličino. Nimam časa, da bi vam prebrala vso zadevo, vendar je bilo nekaj čudovitega, ko so videli prikazovanja Boga. Rekli so, da so njihova stopala izgledala, kot bi stali na safirju. Jaz ne vem, mogoče je bilo dovolj dobro. Mi bi mogoče mislili, joj, kako bom tukaj stal? Kdo lahko gre še naprej? Vendar se je Bog spustil na goro in Mojzes je šel v ta oblak in govoril z Bogom, kakor človek govori s človekom. Kdo hoče iti na vrh gore? Po mnogih merilih nekateri najbolj pomoči potrebni otroci na svetu živijo v okolici mestnega smetišča Phnom Penh v Kambodži. Več kot 1000 otrok, mnogi med njimi so sirote, brskajo dan in noč po smeteh, da bi našli reciklirne materiale, ki bi jih lahko prodali za nekaj drobiža. Tisti, ki niso sirote, kot naprimer 13-letna Soa Buna, morajo delati na smetišču, da pomagajo preživljati družino. Podnevi punčka pomaga mami prodajati kuhano koruzo, zvečer pa išče po novih smeteh, ki jih kamioni vozijo iz mesta. Začeli smo s projektom mobilne prehrane. Naš avtobus nudi brezplačno kosilo, tuširanje in osnovno izobraževanje otrokom, ki živijo in delajo na smetišču. Brez teh avtobusov bi imela Soa le malo upanja za izhod iz tega žalostnega stanja. Za njo avtobus s kosilom ne pomeni samo obroka hrane, ampak ji dovoli sanjati, da bo nekoč postala učiteljica. Sedaj obstaja novo upanje za njo in njeno družino za boljšo prihodnost. Želim se učiti, da bom lahko pomagala svoji družini. Dragi gledalci in gledalke, prosimo, pišite nam, ali so vam všeč poučevanja Joyce Meyer in kakšne čudovite stvari je storil Bog v vašem življenju na naslov Exodus TV, Radovanova ulica 2, 2000 Maribor ali e-mail info@exodus.si. Naročila za DVD in knjigo sprejemamo na telefon 064 118 001. Predvajane oddaje so na ogled v arhivu naše spletne strani www.exodus.si. Hvala za pozornost in Bog vas blagoslovi. Predvajana oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.